Lepo pozdravljeni v pregledu leta 2024, sončevega leta, ki prihaja in je pred nami, kako se odpreti oziroma kaj je za vaš horoskopski znak najpomembnejše, kar se bo dogajalo prihodnje leto in kako to se pripraviti oziroma kaj lahko načrtujete, katero obdobje. Seveda vabljeni k nakupu našega magičnega planerja 2024, ki vas je v sprotju opozarjalo in opominjalo na prave stvari. No, pa gremo kar k ovnom. Ovni ste v bistvu v prihajajočem letu 2024 kar v plus podprti strani zvezd. Je pa res, da je popoln sončni mrk v vašem znamenju 8. aprila, kar pomeni, da takrat že mesec prej in mesec potem, če pa se to, ker je to na 19 stopinjah ovna, se pravi, če imate karkoli na teh stopinjah, je pa to celoletno delovanje. Se pravi, da sončni mrk v ovnu 8. aprila vpliva na vas najbolj močno, če imate karkoli na 19 stopinjah, v nasprotnem primeru mesec dni prej, mesec kasneje in pa predvsem prevetri, kaj je za vas pomembno. Severni vozel je že v vašem znamenju in bo do 29. januarja leta 2025, kar pomeni, da boste celo leto 2024 ovni v moči. Ljudje vas bodo opazili, svet vas bo videl, zato imate odgovornost, da naredite, kar je pomembno in da tudi izpeljete svoje življenje na tak pomembnejši način, kajti fokus energije vas podpira, da postanete to, kar ste v svojem optimumu. Leta 25. maja, toliko da vas malo naprej spomnim, bo prišel tudi Saturn v vaše znamenje, tako da leta 24 še uživajte oziroma naredite maksimalno, kar lahko zase, kajti potem Saturn, ko pride v vaše znamenje, bo naredil en red in odrezal tisto, kar ni več pomembno za vas, in pa seveda vas odmaknil na malo bolj dramatičen način, zato je prej leto 24 za vas pomembno leto, ko ustvarjate s polno močjo in z energijo. Ko sonce vstopi v vaše znamenje, se zgodi pomladanski ekvinokcije na konočje, ki vas podpre in tako vse ostale v tem, da zadihate in da pokažete svoje najboljše energije. Luna vas mlaj, je takrat, ko sončni mrk, 8. aprila v vašem znamenju in polna luna oktobra, ki vas podpre v praznovanju, tako da to bo nekako Luna vas bo dobro podpirala v novih začetkih in tudi v praznovanju, ampak to je tako malo bolj lahkotno delovanje, ni tako dramatično, kot je recimo sončev mrk in tudi prihod sonca. Merkur v vašem znamenju od 10. marca pa od 10. marca dalje je retrogradno v vašem znamenju, kar pomeni od 2. aprila pa vse do 25. aprila. April bo tisti mesec, ko boste vi največ odkrili v sebi, takrat boste tudi podprti v pravih spoznanjih, manj pa v komunikaciji navzven. Na srečo tudi Venera pride 5. aprila v vaše znamenje in vas bo zmehčala, odprla za ljubezen do sebe. To bo zelo zdravilen mesec za vas, se pravi april je tisti mesec, ko boste največ doživljanja doživeli zase, se pozdravili globinsko, čustveno, tudi fizično lahko. In tudi, ker je Kiron še vedno v vašem znamenju, to je karmična rana, si morate ovni v bistvu v tem obdobju že več let se ukvarjati s tem, kakšen je smisel življenja in tudi nekako najti razloge za življenje. To je za ovne zelo pomembno in Kiron je v vašem znamenju v retrogradni fazi od 26. julija pa do konca leta, kar pomeni, da od poletja, konec julija, se pravi od sredine poletja, pa celo leto boste vi navznoter čutili eno senzibilnost, tudi kreativnost, globlje povezave z energijami in svojo dušo. Kako pa vaš vladar Mars, ki je najbolj nekako kredibilen za to, kar počnete, vas pa takoj v začetku leta, 4. januarja, vstopi v Kozoroga in vas vabi v karierne spremembe. To vam omogoča do nekje sredine februarja, ko vstopi v Vodnarja, se pravi prvi mesec in pol imate možnost nadgraditi kariero, novo službo najti, se odpreti za te spremembe. Od februarja sredine naprej, dan pred Valentinovem, 13. vstopi v Vodnarja in vas nekako podpre v novem razmišljanju, v sodelovanju z javnostjo, s prijatelji, znanci, tudi v altruistične nagibe vas bo odprl
in to cel mesec oziroma še več mesec in še par dni, do 23. marca imate to podporo za stike z javnostjo. V Ribi pride Mars 23. marca, kar pomeni, da vas takrat bolj odpre za meditacijo, za sodelovanje z naravo, za razmislek, in potem, ko 30. aprila vstopi v vaše znamenje, se pravi ob koncu aprila, ko se boste največ že ukvarjali s sabo, bo na koncu zaključil Ovn. Ko bo prišel Mars, ko bo prišel v vaše znamenje, vam bo dal Ovnom moč vpeljati spremembe, ki ste jih v aprilu bili deležni. Tako da to je zelo lepa taka časovna skladnost z zvezdami, in potem pride Mars v Bika 9. junija in takrat naprej poletje boste vi do 20. julija v bistvu lahko junij in večinski delež julija boste vi zelo produktivni, lahko da boste preveč uživali, se preveč predali hrani, kuhanju in drugim užitkom. In ta čas bodite pozorni, kajti od 9. junija pa do 20. julija lahko največ materialnih dobrin zase uredite, se pravi nakup hiše, stanovanja, kredite uredite, karkoli vezano na finance in materialne dobrine, lahko oni uredite od 9. junija pa do 20. julija. Tako da rajši, kot da se greste vse kuharske tečaje in nakupujete hrano, boljše je, da se usmerite v svoje materialne dobrine, uredite v doma, realizacijo vsega. 20. julija pa potem pride Mars v dvojčke in vas odpre za komunikacijo, sprostitev, tako da če imate možnost načrtovanja dopustov, rajši načrtujte od 20. julija naprej v avgustu, in do 4. septembra imate namreč podporo Marsa v dvojčkih, kar vam bo okrepilo sproščeno sodelovanje, komunikacijo, izlete, nič vam ne bo težko, nič ne bo trajno, ampak boste zelo sproščeni. Od 4. septembra naprej pride Mars v Raka in vas podpre v energijah druženja, doma, družinskega delovanja. Tudi če nimate družine, si jo boste takrat zaželeli, tudi lahko spoznali koga, ker bo čas za ljubezen in romantiko. Od 4. novembra naprej pa bo Mars v znamenju Leva in vam bo dal ponos, rezultate v karieri, navzven, tudi v sreči, tudi če si želite otrok v tistem obdobju, se lahko kaj takšnega zgodi. In retrogradni Mars, se pravi, da gre v retrogradno fazo, bo od 7. decembra pa do 24. februarja, kar pomeni, da bo prehod v novo leto za vas ne bo to ključnega pomena, ker boste imeli veliko pravka sami s sabo in nekako boste morali se posvetiti zares sebi, ne toliko zunanjosti, se pravi od december in potem januar, tudi februar naslednje leto 25 bo za vas obdobje večjih sprememb navznoter, tudi svojega ponosa, sreče, zdravja in tako naprej. Tako da, kar se tiče leta, glede na vaš Mars, vaš vladar Mars, bo leto pestro, in če boste sledili tem gibanjem, boste dobili tudi veliko podpore in predvsem potem rezultatov tudi za leto 25. Tako da, srečno. Pa gremo naprej na znamenje Bika. Biki imate v letu 24 še kar do 26. maja odlično podporo v Jupitru. Jupiter je namreč v vašem znamenju, kar pomeni, da imate prav do 26. maja leta 24 možnost materializacije večjega obilja, večjih priložnosti, da si lahko vse, kar boste v tem času začeli, bo imelo rezultate. Naslednjič pride namreč Jupiter v vaše znamenje 29. aprila 2035. leta. Tako da izkoristite to obdobje do 26. maja, ki že traja od maja leta 23, in Biki imate tudi priložnost, da se postavite na novo v optimizmu, v sreči, zadihate na novo. Če imate kakršnekoli bolezenska stanja, skozi dihala, skozi sodelovanje z življenjem lahko to premagate, ker je to pomembno za vas. Uran je v vašem znamenju še do 7. julija 2025 in vam daje predvsem nestrpnost, pa tudi ideje, zato se usmerite v kreativnost, delo vas umiri, in ko sonce preide v vaše znamenje 19. aprila ob 4. popoldne, boste začutili mir, pomiritev, če boste seveda sodelovali z zvezdnimi vplivi tako, kot naj bi.
sproščeno, stabilno in delovno. Luna je v vašem znamenju Mlaj, vas podpre 8. maja. Takrat je najmočnejša v bistvu Luna Mlaj v vašem znamenju in pa polna Luna 15. novembra vas odpre za praznovanje in za tako novo sezono, decembrsko obdobje. Merkur pride v vaše znamenje 15. maja in sicer vas podpre za boljše komuniciranje, tudi razmislek in vas vodi v plus, kar se tiče komunikacije, realizacije, psihičnih stabilnosti, zmožnosti sprememb in podobno. Venera, ki je vaša vladarica, vam v Kozoroga pride 23. januarja, kar pomeni, da boste v novo leto prišli tak polni optimizma, kajti Venera v Strelcu, zaželeli si boste potovanj, dogodivščin, neresnih obveznosti in se boste do konca januarja, do 23. izogibali vsem odgovornostim. Ko bo prišla Venera v Kozoroga, se boste zresnili, se usmerili v kariero, v stabilnost, v temelje in razmislili na to temo. In kar do 16. februarja bo Venera v Kozorogu in vas pri tem podpirala. 16. pride v znamenje Vodnarja in takrat si boste zaželeli stikov z prijatelji, znanci, uspeh boste imeli v javnosti, tudi nagnjeni boste k pomoči drugim in vse do 11. marca, ko stopi v Ribe, ko bo Venera v Ribah od 11. marca naprej, boste odprti za čustva, za sodelovanje, tudi širše z duhovnostjo, dušo, za stike v naravi. Precej tako melanholično obdobje lahko, ampak če se predajate, če se znate sprostiti, vam bo to obdobje zelo koristilo. Ko pride Venera v Ovna 5. aprila, boste tako polni energije, strasti in želje po novih avanturah. Če ste samski, imate potem možnosti za dobro vezo, vezani za skoke čez plot. In pa, ko pride Venera v Bika 29. aprila, boste že nekako polni novih dogodivščin in si zaželeli malo miru za prvomajske praznike. Venera v Biku vas bo namreč usmerjala v produktivnost, v smislu materialnih dobrin, tudi malo varčevanje, pa tudi v dobro kuhanje, tako da z Venero v Biku se običajno lahko zredite. In to bo za prvomajske praznike, pa vse do 23. maja. Venera v vašem znamenju vas bo odpirala za srečo, za harmonijo, tudi za igre na srečo, za srečo v dvojini, tako da to bo eno lepših obdobij. Potem pa preide 23. maja Venera v Dvojčke in vam pomaga pri komunikaciji, hitrih misli, odnosih s soseščino in potem boste lahko več dosegli v svojem okolju, če si to želite. Seveda. Venera pa pride v Raka 17. junija in takrat vas odpre za romantiko, tudi za romantične doživljanja izven doma in za ureditev domačih razmer, tako da boste imeli kar pestro od druge polovice junija, pa vse do prve polovice julija, ko gre Venera v Leva in takrat boste vi zasijali v polni luči, manj boste delali kompromise kot mesec dni prej in bolj boste uživali poletje. Se pravi, če želite romantično poletje z iskricami strasti, potem se odločite za dopust od 17. junija pa do 11. julija. Če želite dopustovati, da ste vi v centru pozornosti in da ste srečni v druženjih, potem od 11. julija naprej pa do 5. avgusta. Ko pa pride Venera v Devico, 5. avgusta pa ni najboljši čas za dopustovanje, kajti boste natančni, pikolovski, vse vam bo premalo čisto in lahko se zgodi, da apartmane ali kjerkoli boste dopustovali, vi očistite. Potem šele konec septembra, avgusta se boste sprostili, Venera namreč pride v Tehtnico 29. avgusta in takrat boste spet si zaželeli malo druženja, malo romantike in odnosov, tako da samo avgusta ne iti na dopust, Biki pa bo vse super. Medtem ko 23. septembra potem pride Venera v Škorpijona, vam okrepi instinkt, strast, občutek za pravo stvar, ta instinkt, gut feeling, tako da takrat lahko imate ideje za boljše poslovne uspehe, tudi na hitro spremenite ali odnos ali kariero, karkoli boste čutili, da je v ospredju. Potem pa pride Venera 17. oktobra v
Strelca vas podpre v izobraževanju, potovanjih daljših in boste se lotili nečesa večjega. Potem pa 11. novembra na Martinovo pride Venera v Kozoroga in vas podpre v resni karieri, v bolj zelo hitro se boste stabilizirali in kar do 7. decembra v tem času naredili veliko za službo, za red, za en tak novo obdobje, ki bo za novo leto 25. Potem pa prije Venera v Vodnarja 7. decembra in vas podpre v svobodi, sprostitvi, altruizmu in tudi en tak malo bolj tak svobodnjaški duh vas bo zajel. Mars pa pride v vaše znamenje 9. junija in boste čutili moč, tudi v akcijo, veliko več boste naredili kot običajno. Tako da biki generalno, kako se pripraviti, predvsem, da ne obžalujete stvari, da se ne ukvarjate s preteklostjo, kot večina drugih, ampak da sledite temu notranjemu nagibu, ki vam ga bodo zvezde aktivirale in da predvsem sledite željam, ki jih imate, tako v ljubezni kot v materialnih dobrinah, kajti to dvoje za vas najpomembnejše. Ko bo to dvoje harmonizirano, boste v bistvu tudi v karieri dosegli večje uspehe, ampak sistematično, ne na horuk. To itak ste bolj sistematičen tip, tako da to ni problem. Ok, gremo na dvojčke. Dvojčki v letu 24 je vaš vladar Merkur v samih ognjenih znamenjih, kar pomeni, da dvojčki imate nalogo se naučiti, kaj ovira vašo strast, kaj ovira vaš notranji instinkt in stik z dušo, da ne morete prodreti v svet, tako kot si želite. To bo leto 24 vas bo pri tem podprlo in v retrogradni fazi je tako od 1. aprila do 25. aprila v znamenju ovna, kar pomeni, da boste lahko takrat malo kuhali tudi fizično, se pravi imeli vročino in podobno, kajti mogli boste najti razloge, zakaj ne naredite tistega, kar si želite. Potem naslednja retrogradna faza se začne sicer v Devici 5. avgusta, ampak gre nazaj v Leva in boste mogli ugotoviti, zakaj si ne dovolite zasijati navzven, zakaj si nekako postavljate polena pod noge sami sebi na en način, ko se umikate podpori javnosti in podpori, da zaživite srečno. In naslednja retrogradna faza bo v znamenju Strelca 26. novembra do 15. decembra, ko boste imeli nalogo, da ugotovite, kaj vas ustavlja, da se ne greste dogodivščine življenja. Tako da dvojčki imate v tem letu nalogo najti svoje razloge in jih seveda odstraniti, da ne zažarite na polno. Jupiter pride v vaše znamenje 26. maja in vas podpre na polno vsem, kar bo takrat. Tako da, če lahko se v red spravite do 26. maja, kajti po tistem bo Jupiter podprl vse, kar je v vas, plus in minus, in bo potem to vse na veliko prišlo na plano in boste imeli pač malo dela, ki ga boljše narediti pred 26. majem. Sonce pride v vaše znamenje 20. maja in vas ob 3 in vas podpre pri vsem, kar boste počeli. Žaromet bo na vas en mesec in takrat boste lahko izvedli veliko pozitivnih stvari, tudi zato, ker pride Venera 3 dni kasneje, 23. maja, v vaše znamenje in vas podpre v ljubezni, v dobri harmoniji, v dobri komunikaciji in se bo to dogajalo zelo sproščeno, napolno in zelo dinamično. Mars bo v vašem znamenju od 20. julija naprej, takrat boste polni energije, polni volje, mesec in pol bo pri vas in takrat izkoristite čas za fizične aktivnosti, za kakršnekoli fizične prenove, aktivacijo v bilo kateri smeri, ki vam je pomembna, da jo v življenju uredite. Vaša energija, vaše spreminjanje se sodeluje seveda najbolj z Merkurjem, ki sledi Soncu po premikih, tako da tam, kakor si Sonce sledi, tako si Merkur sledi včasih prej, včasih kasneje, par dni zamika, ampak tako tudi vi v bistvu zelo sodelujete z letnimi časi, z prehodom Sonca in ste zelo na tekočem s tem, kar se dogaja.
retrogradno fazo, sem pa že rekla, vam okrepi notranjo strast, notranji žar, ko boste zažareli vsem, kar je pomembno. Mlaj je za vas pomemben 6. junija, od takrat naprej boste vi lahko nove stvari na polno plasirali in pa 15. decembra je polna luna v vašem znamenju, ki vas podpre za aktivnosti, za praznovanje in že takrat začenjate v bistvu praznične dni, tako da ste dosti aktivni tudi v tem pogledu. Leto 2024 je torej leto obdobja učenja, posla, trgovine in pa sledenja svoji duši, svoji notranji strasti na polno. Raki, leto 2024 vam prinaša predvsem, kako bi rekla, spremembe v odnosih, to je najpomembnejše, in pa spremembe v stiku z ne samo naravo, ampak svojo duhovno energijo. Namreč lunini mrki so marca, 25. marca, vam lunin mrk v tehnici lahko odnese pomembne odnose, tiste, ki jih ne znate dovolj ceniti, ali tiste odnose, ki ste jih že totalno izčrpali in jih ne potrebujete več. Potem pa 18. septembra je tudi delni sončni mrk in v znamenju rib, lunin mrk, 18. september lunin mrk, na vas lunin mrki bolj delujejo, in je v ribah, kar pomeni, da vam prinaša očiščenje določene psihe, podzavesti in boste v septembrskih dneh potem lahko globlje se povezali s svojo naravo, s svojo sprostitvijo. Dobro je seveda, da se zavedate, da to lahko že prej naredite, kajti imate močno intuicijo, tudi instinkt, ampak da poudarek bo v prvem delu leta na odnosih, v drugem delu na stiku z naravo, z svojo rehabilitacijo, sprostitvijo in predvsem povezanostjo s svojo dušo. Ko pride sonce v vaše znamenje, 20.6. je začetek poletja, poletni solsticij, v bistvu praznik, energijsko močan dan, ki že odtehta, ko se začne v bistvu potem dan krajšati, in takrat v bistvu je to za vas pomembno obdobje, junij vedno, sploh od 20.6. naprej, ker takrat lahko naredite največje svoje preboje, lahko pa si tudi zaprete poti, odvisno je pa seveda od tega, kako vi sodelujete. Merkur pride v vaše znamenje 17.6., se pravi, preden pride sonce in vas že odpre za komunikacijo, možnost razmišljanja, hitrejše se boste vsem dogovorili. Potem isti dan pride Venera v vaše znamenje, kar pomeni, da boste bolj srčno odprti za spremembe v plus in da karkoli se bo dogajalo, bodite iskreni s sabo in pa povezani v mislih in srcu. Se pravi, da niste razdvojeni, ampak da misli in srce povežete na način, da se avtentično in napolno odločate iz celotne sebe, ne samo iz enega dela. Mars pride v vaše znamenje 4. septembra in vas aktivira na jesen, se pravi, se boste lotili na močno svojih v bistvu delovnih aktivnosti in bo super. Črna luna pride 29.6.2024 v znamenje tehnice in vam pomaga razrešiti svoje notranje odpore v določenih odnosih. Pomembno bo, da ste iskreni in povezani s sabo, kar se tiče drugih. Da ne lažete, da ne kažete drugih obrazov sebi ali drugim, ampak da ste popolnoma iskreni vsem, kar se dogaja oziroma kar se tiče vaših bližnjih odnosov. To je za rake v letu 2024 najpomembnejše. Prvi del odnosi, drugi del pa globlja povezava s svojo dušo in leto se bo lepo izteklo. Lune, polne in mlaj močno vplivajo na vas, kar pomeni, da ste zelo spreminjajoči znak, ampak v osnovi, če imate urejene odnose in stik svoje duše, potem vse ostalo manjšega pomena in vam ne dela preglavic. Gremo na leve. Levi imate v letu 2024 zelo močno podporo za prvi polovici urediti svoje življenje, svoje fizično zdravje, da zaživite po svojem, tudi če ste malo trmasti, kar bi zdaj že mogli biti, ampak da v bistvu zaživite res svojo iskreno, močno naravo in da poskrbite za stvari, ki so vam pomembne, vam osebno, ne da gledate ves čas na druge. 8. april je sončni mrk v znamenju ovna, kar pomeni, da vam pomaga osvoboditi ali pa zradira vse, kar za vas ni več pomembno.
Pazite pa, da se do takrat pomenite sami sabo, kaj vam je pomembno, kajti sončni mrk vam lahko odnese tudi tisto, kar niste znali ceniti, pa seveda potem je prepozno, kar gre. 2. oktober je sončni mrk v znamenju Tehtnice, kar pomeni, da so na vrsti odnosi in da v odnosih se bo pokazalo isto, kar znate ceniti, bo ostalo in vam je pomembno, kar ni več potrebno, da je z vami kdorkoli, bo se takrat ta odnos nekako ohladil, oddaljil. In pa vse tisto, kar je za vas pomembno, pa ne znate ceniti, lahko to pride v ospredje in tudi so vam odvzeti določeni odnosi, če jih ne vidite dobro. Tako da prvi del leta je pomembno, da ste pozorni nase, na svoje fizično zdravje, na svojo voljo, trmo in jo uveljavljate. V drugi polovici, se pravi od oktobra naprej, že v septembru, pa bo ta mrk pomagal v Tehtnici vam harmonizirati in osvoboditi odnose. V Ovnu se zgodi na 19 stopinjah, v Tehtnici v oktobra na 10, kar pomeni, da tiste stopinje 5 gor dol so še najpomembnejše, če se pač spoznate na svojo karto in potem lahko to pogledate. Mlaj v vašem znamenju je 25. januarja, kar pomeni, da to bo tak dober začetek takrat, in polna luna 4. avgusta, kar pomeni, da je avgust za vas odličen mesec za praznovanja. Merkur pride v vaše znamenje 2. julija in vas podpre v dobrih povezavah, tudi retrograden iz Device pride nazaj v Leva, kar pomeni, da imate priložnost videti, kje delate napake, potem to je od 28. avgusta pa do 9. septembra, takrat je eno obdobje, ko boste lahko videli, kje delate napake, kje se zahakljate, takrat tudi ne začenjate nič novega, ampak gledajte, kje lahko kaj popravite v sebi in se potem navzven realizira. Venera pride v vaše znamenje 11. julija in vas podpre v ljubezni, do sproščenosti, tako da druga polovica julija in začetek avgusta, 5. avgusta gre že namreč v Devico, bo za vas tak romantičen, prijetno se boste počutili, odprti boste za ljubezen in močni v tem. Mars pa pride v vaše znamenje 4. novembra in ostane kar dolgo, kar do 18. aprila oziroma 18. aprila spet pride, tako da imate od 4. novembra pa že v drugo leto, celo pomlad, potem voljo, podporo, da nekaj naredite, se konkretno lotite tega, in ker je leto 2024 sončevo leto, je vaše leto, kar pomeni, da boste imeli priložnost sebe postaviti na prvo mesto. To pomeni, da boste se morali postaviti na prvo mesto, samo toliko, da si razčistimo to. Vi, levi, morate biti sebi najpomembnejši v prihodnjem letu, v letu 2024, ker enostavno to je zdravo za vas in tudi za vašo okolico. Vse ostali kompromisi vodijo v probleme in zato jih ne počnite več. Okay? Gremo dalje. Device imate v naslednjem letu kar zanimivo obdobje. Namreč črna luna je v vašem znamenju že od 3. oktobra letos, se pravi od 2023, pa do 29. junija 2024 je črna luna v vašem znamenju, kar pomeni, da ste v tem obdobju uporniški in je dobro gledati, če se upirate pozitivnim spremembam ali se upirate okolici, da vas ne podre v vaših smislih. Tako da to je eno obdobje, kjer se vam bo veliko dogajalo, čutili boste moč, zdelo se vam bo, da imate vsem prav, ampak je fajn navznoter v sebi pogledati, ali je to res, ali deluje vaša črna luna v plus za vas ali za vas v minus. To se lahko zgodi, se popravi. Če ne veste kako, pogledajte na moji strani astropostavitve, tam skozi astropostavitve, ki so variacija družinskih postavitev, samo veliko bolj intenzivne za posameznika, ker gledamo posamezne aspekte skozi astrološko karto in lahko tam ogromno oddelate, kar bi sicer mogli skozi življenje, pač skozi trpljenje in težave. Tako da astropostavitve so tiste, ki vas pri tem podprejo. Sonce v Devico pride 22. avgusta in takrat vi zažarite, se lotite dela, vsega, kar vam je pomembno in imate tudi največji uspeh. Mlaj je v vašem znamenju 24. februarja,
Takrat imate nove začetke in boste tudi sveži, pripravljeni na novosti. Polna luna pa 3. septembra, ko boste veliko bolj sproščeni, veliko bolj tudi odprti za praznovanja. In pa Merkur kot vladar vaš je v letu 2024 v retrogradni fazi v ognjenih znamenjih, kar pomeni, da morate končno začeti slediti svoji duši, svoji strasti in da vsi kompromisi za voljo materialnih dobrin ali pa zato, da boste sprejeti v okolici, so neprimerni. To lahko da seveda, da se učite čez težave, ampak kot sem že prej rekla, lahko vabljeni na astropostavitve, da pogledamo, kateri deli se v vas upirajo temu, če se. Sicer vam bo življenje pokazalo, da strast in ena notranja volja do sebe najprej je pomembna in da vse ostalo se potem zloži. Venera prihaja v vaše znamenje 5. avgusta, kar pomeni, da od takrat naprej je dober čas za dopuste, ko boste odprti za romantiko, za nego, rehabilitacijo, lepoto in za dobro življenje. Mars ne pride v letu 2024 v vaše znamenje, kar pomeni, da ni čas za večje aktivnosti, ampak za večje notranje spremembe in posledično se potem zunanje zgodijo. Okay? In smo že pri tehnici. Tehnica v letu 2024 ima lunin mrk v svojem znamenju in sončev mrk, in sicer lunin mrk se zgodi 25. marca na 5 stopinjah tehnice, kar pomeni, da lunin mrk odnese vse tisto, kar emocionalno, čustveno bremeni vas. Tehnice na splošno. Karkoli imate na 5 stopinjah tehnice, če poznate svojo karto, se to še bolj poglobi, bolj globoko se osvobodi in življenjska energija se očisti in lahko začne na novo. Kar pomeni, da se morate sami pripraviti v smislu, da prepoznate, kaj vam je v breme in probate to osvoboditi in prepoznate, kar vam je dragoceno. In če to do mrka prepoznate, potem vam ne bo vzeto nič takšnega, kar vam je pomembno. Sončev mrk 2.10. v vašem znamenju na 10 stopinjah vam pa pokaže predvsem to, kaj je za vašo osebnost pomembno, da sprejmete in kaj je pomembno, da oddate. In vaša naloga do 2. oktobra je tehnice, da prepoznate, kaj je za vas pomembno kot osebnost. Ne kot duša, ne kot podzavest, ampak kaj res želite in izrazite svoje želje. Ker je južni vozel v tehnici še do 29. januarja 25. leta, in to je že od 12. julija 2023, je celo leto 2024 tehnicam namenjeno za osvobajanje preteklosti in za sočasno ponovno obuditev tega, kar je v vas in kar želite zaživeti. Se pravi, ena inventura, ki je dolga leto dni. Vse se bo prečistilo v tem času in tudi črna luna pride v vaše znamenje za malo začimb 29. junija in sicer bo v vašem znamenju vse do konca marca, 27. marca 2025. Kar pomeni, da morate tehnice od konca junija pa do potem celo leto, do marca 25. leta, preverjati, čemu se upirate, ali se upirate temu, kar vam škoduje, pa je to za vas zdravo, ta upor, ali se upirate temu, kar vam koristi, pa v bistvu se morate naučiti to sprejeti. Tako da notranjega dela bo dovolj, ko pride sonce v vaše znamenje 22. septembra, ob 14.44 je jesensko enakonočje, ki vas podpre v poglobljenem smislu stiku samim sabo. Polna luna 25. marca vas odpira praznovanju, takrat je tudi lunin mrk in boste v bistvu lahko si globlje spočili, in pa mlaj je 2. oktobra, ko je sončev mrk, vse to je v vašem znamenju in sicer takrat bo polna luna vam pomagala, oziroma mlaj res nove začetke od štarta. 2. oktober je mlaj, 25. marec je polna luna v vašem znamenju, tako da imate delo predvsem, če zberemo, kaj se dogaja, predvsem delo s tem, da svoje energije v prvi polovici leta uredite, kar se tiče čustev, v drugi polovici, kar se tiče vaših kvalitet, lastnosti. Kaj želite biti, kdo želite biti in tako to se zgodi v letu 2024.
Merkur pride v vaše znamenje 26. septembra in takrat vas potem podpre v dobrem razmišljanju, komunikaciji in vsem, kar se pri vas dogaja. Venera, vladarica vas, tako kot bika, se v letu 24 lepo premika. Poglejte pri biku, da nam dvakrat ponavljala po fazah, in sicer januar prehod je v strelcu, kar pomeni, da boste v novo leto prišli sproščeno, konec januarja bo čas za posel in pa novembra bo taka večja stabilnost, vmes pa malo mešano preverite pri biku, če bi radi natančne datume. 2024 leto za škorpijone, leto 24, ker je sončevo leto, bo za škorpijone pomembno, predvsem zaradi tega, ker Pluton, vladar škorpijonu, ponovno prihaja v vodnarja, in sicer 21. januarja, že na začetku leta, pride Pluton spet v vodnarja in je do 2.9., se pravi celo leto do septembra, potem pa gre v retrogradno fazo, 2. maja gre že v retrogradno fazo in 2.9. pride nazaj v Kozoroga, kar za škorpijone po domače povedano pomeni to, da večino leta boste delali velike stvari z javnostjo, ogromno se bo dogajalo, podporo boste imeli strani prijateljev, altruizem vas bo zagrabil, zelo svobodomiselni boste, ampak od 2. septembra pa do 19. novembra, tisto obdobje, september, oktober in en del novembra, bo potrebno še stabilizirati svoje finančno stanje, temelje za na dolgi rok. To je ključnega pomena, če imate finančne težave, dolgove ali karkoli, da v tem času uredite, kajti po tistem se bo to bolj zakompliciralo. Zvezde vam odprejo, Pluton vam da obdobje od 2.9. do 19. novembra, leto 2024 govorim, in takrat v tem času imate priložnost spremeniti tisto, kar je nujno, urediti za nazaj, in potem 19. novembra spet pride Pluton v vodnarja in v tem času je zelo pomembno, da ste vi osvobojeni vsega, kar je za nazaj, kajti to vam daje veliko moč spremembe. Sonce pride v vaše znamenje 23. oktobra in vas podpre z žarometi vsem, kar boste počeli. Mlaj je 1.11., se pravi 1. november je luna mlaj v vašem znamenju in pa polna luna je 24. aprila v vašem znamenju, to je najmočnejša luna leta, takrat praznujejo budisti praznik Vesak, sonce v biku, in 24. aprila je tista polna luna, kjer vi lahko maksimalno praznujete, se prezentirate, če imate seveda kaj za pokazati, in v tem času je to pomembno. Potem Merkur pride v vaše znamenje 13. oktobra, vas podpre v komunikacijah, poslovnih prebojih in podobno. Venera pride v vaše znamenje 23. septembra in vas podpre v romantični ljubezni, v magnetnem privlaku, ki se takrat pospeši v plus. Lahko pri ovnih preverite tudi, kako Mars potuje. Mars je sovladar vašega vladarja Plutona, ki vas vodi po obdobjih karieri in tako da datume sem pri ovnih povedala in lahko preverite tam, da ne bom se ponavljala. Torej, škorpijoni imate v naslednjem letu, letu 24, ogromno priložnost nadgraditi vse svoje ideje, se odpreti altruizmu, prijateljem, znancem in javnosti. Ogromno uspeha boste imeli navzven, obdobje od 9. septembra do 16. novembra pa je namenjen zadnji možnosti urejevanja temeljev. Karkoli je, rešite v tem obdobju, vse zastarele položnice, karkoli kredite, probajte v tistem času razrešiti vse, kar vas bremeni, kajti v tistem času boste imeli to možnost in potem se to spremeni. Strelci, leto 2024 je Jupiter v biku do 26.5. Jupiter je vaš vladar in vam prvo polovico leta do 26. maja pomaga urediti materialne dobrine, lahko da boste veliko več zapravili kot materializirali, odvisno od tega, kaj si zares želite. Tako da, če ste že zapravili
od tega maja 12., kdaj je že prišel Jupiter v vaše znamenje v leto 23. Če ste bolj zapravljali kot ustvarjali, potem je zdaj zadnji čas, da razmislite, kaj želite ustvariti in da se lotite prenove doma, da pogledate, kje so možnosti tudi za nakup doma. Vse živo lahko dobite priložnosti v tem času. In sicer do 26. maja, potem drugo leto, in potem namreč pride pa Jupiter v dvojčke in vas podpre v komunikaciji, bolj v sorodstveni smeri, ožje sorodstvo med brati in sestrami, boste lažje uredili stvari, tudi se več družili s sosedi, več boste nekako povezani sami s sabo v ožji bližini in pa predvsem komunicirali na hitro, sproščeno. Lahko, da boste veliko več ustvarili v znamenju dvojčkov, zavisi tudi od tega, kak tip človeka ste. Bo pa Jupiter retrograden od 9. oktobra 2024 pa do 4. februarja 2025, kar za vas pomeni, da kar boste naredili do 9. oktobra, bo narejeno. Potem pa do 4. februarja bo delo predvsem navznoter pri sebi in boste morali opustiti to povezavo z okolico, kajti ne bo šla tako, kot si želite. Sonce pride v vaše znamenje 21. novembra, malo pred 9. zvečer in vas podpre z žarometi, podpre vas v videnju, imeli boste ugled navzven, uspeh in predvsem uporabite ga za praznovanje. Ne za delovanje, kajti Jupiter je retrogradno v tem času, tako da bodite odprti za zabave, za sodelovanje in tako. Polna luna je v vašem znamenju 23. maja in vas enako podpre za praznovanje, za srečo, za sodelovanje v plus. In pa mlaj je 1. decembra, ampak ta mlaj, ko je za nove začetke, morajo najprej začeti se v vas. Se pravi, da imate strelci nalogo v leto 24, ko boste v drugi polovici leta, da začenjate navznoter, da najprej pogledate v sebe, kaj si res želite, kakšne so nove ideje in potem šele v letu 25 to štartate zares. Strelci imate nalogo se poglobiti in najti svojo resnico od 9. oktobra dalje. Do takrat pa boste realizirali, vse živo se vam bo dogajalo, zelo boste uspešni, vsem, ampak predvsem v drugi polovici oziroma od oktobra dalje pot vase. Merkur je v vašem znamenju 2. novembra in je retrograden v vašem znamenju od 1. decembra do 15. decembra. To bo obdobje notranjih razmislekov, ne bo vam šlo tako, kot si želite, zato boste prisiljeni pogledati vase. In zanimivo, da boste v novo leto, bo Merkur z vami, se pravi do 8. januarja, in vi boste praznovali, dolgo boste praznovali. Najdaljše praznovanje bo v letu 2024. Že na novo leto se boste začeli pripravljati že novembra in potem se bo raztegnilo za 2 meseca. Venera pa pride v vaše znamenje 17. oktobra in vas podpre v ljubezni. Tudi navznoter, ne iti slučajno v poroko, če ste strelci, se ne poročajte od 9. oktobra do 4. februarja 2025. Če ste se hoteli poročiti v tem času, prosim ne. Kajti Jupiter je retrograden in boste to optimizem mogli navznoter doživljati, tako da ne glede, da je Venera 17. oktobra v vašem znamenju, je to za notranjo skrite ljubezni, a ne pa za javne. Okay. Kozorogi, leto 2024, kar vam prinaša, Saturn, vaš vladar je v ribah, kar pomeni, itak je že od 7. marca 2023, da ste se že navadili, da se dogajajo spremembe v vaših čustvih, kar vam je lahko celo odgovarja, kajti ustvarja se red, nov sistem. In retrogradno obdobje Saturna je od 29. junija do 15. novembra, kar pomeni, da je to čas, se pravi julij, avgust, september, oktober in ena polovica novembra. To je čas, ko boste imeli več uspeha navzven, kajti čustva vas pri tem ne bodo motila. Ene retrogradne stvari so take, drugi planeti drugače vplivajo in Saturn, ko je retrograden, naredi zelo dobro oporo navznoter, da boste imeli vi čas razmisliti, kaj se dogaja in navzven dobro delovati, tako da boste takrat zelo uspešni od 29. junija do 15. novembra.
Ker je pa Pluton še vedno pride v Kozoroga na 29 stopinja, se pravi čisto zadnja stopinja je, če imate kakršenkoli planet, tam je to pomembno. Sicer pa nasplošno daje Pluton od 2. septembra pa do 19. novembra še vam zadnjo šanso, da totalno transformirate svoje življenje. Preselitve, nenadni preobrati, vse to, kar se dogaja takrat, vam bo spremenilo življenje v plus, sodelujte, da ni upora, kajti če ni upora, če vi sodelujete, pa ni tudi zdravstvenih težav. Mi, ko zbolimo, je to izključno zaradi razloga upora življenju. Pa seveda, če smo že toliko stari, da nam začnejo organi. Ampak v osnovi ta upor, ki ga mi vršimo do življenja ali pa do podpore planetov, je tisti, ki dela težave, ampak o tem govorila v enem drugem objavi, kar je pač ena druga tematika. Kozorogi, zimski solstici se začne zima 21. decembra ob 10:21, ko sonce stopi v vaše znamenje. To je energijsko močen dan, takrat ste podprti za zasijete v svoji najboljši energiji in tudi naredite večje spremembe. Letošnje leto oziroma leto 24 je kar bogato z lunami v vašem znamenju, in sicer mlaj se zgodi 11. januarja v vašem znamenju in vam da dober 11.1., dober podporo za dobre nove začetke. In pa 30. december 2024 je tudi v vašem znamenju mlaj, kar pomeni, da imate možnost dobrih začetkov samega leta, in že 30. decembra potem za leto 25 boste se že vi takrat pripravili in bo to spet dober prehod. Polna luna, praznovanje, pa je odlično 22.6. in pa 21.7., ko je polna luna v vašem znamenju. Če imate naš magični planer, potem si takrat naredite, kjer govorim, da je praznovanje polna luna, takrat je odličen dan za praznovanje, za vaš osebni praznik, ki ni samo rojstni dan, takrat je sonce na vašem soncu. Ko je luna v vašem znamenju, takrat je podpora predvsem v druženju, čutenju, zaznavanju in spremembah čutenja do življenja. Tako da vzemite si takrat čas, naredite si svoj praznik. Merkur pride v vaše znamenje 14. januarja in vas podpre pri odličnih poslih, dobri komunikaciji. Kmalu zatem, 23. januarja, pride Venera v vaše znamenje in je potem v bistvu tak še ljubezenski magnetni privlak boste imeli. Venera pride v vaše znamenje tudi 11. novembra, se pravi na Martinovo, tako da je kar 2-krat v enem letu, kar je odlično. In pa Mars pride v vaše znamenje 4. januarja in vas aktivira. Vi boste novo leto, prve 4 dni še ne bo tako, 4. boste pa že na polno vstopili v novo leto in pokazali, kaj lahko naredite. Tako da kar pogumno, sončevo leto je leto 2024, kar pomeni za vse nas, da bo naša osebnost prišla v spredje in da delamo vse, kar delamo z namenom, da izbistrimo, izboljšamo sebe in tudi, da ne delamo kompromisov, ki so nam škodljivi. Vodnari, leto 2024 je močno za vas, Pluton bo dlje časa v vašem znamenju in vas bo pripravljal na prihodnost, ko bo ves čas v vašem znamenju. Uran, vaš vladar, je v znamenju bika, kar pomeni, da ste še podprti v realizaciji, materializaciji številnih genialnih idej, in sicer kar do leta 25. Retrograden pa je Uran, ko pride novo leto, je do 27. januarja retrograden, kar pomeni, da do 27. januarja za vas večji preboji v januarju za vas niso. Ampak da bolj v razmišljanju, bolj gledate na to, kako bi speljali naprej stvari, in po 27. januarju, ko se Uran sprosti v direktno fazo, boste vi imeli večji uspeh. Retrograden pa je potem spet od 1. septembra v letu 24 pa do 30. januarja 2025, kar pomeni, da jesen je za vas bolj introvertirana. Nimate toliko uspeha navzven, ampak bolj morate iti sami vase. Pluton stopi v vaše znamenje 21. januarja in je do 2. septembra v vašem znamenju, vmes gre že maja, 2. maja retrogradno in je do 12. oktobra retrograden, s tem, da vmes gre še malo nazaj v Kozoroga. Ampak to je faza, to je leto, ko bo Pluton vam pokazal, kje so vaše skrite moči in pa tudi, kje so skrite blokade, ker jih bo postavil na plano
in potem boste imeli pač nalogo to pogledati, osvoboditi, sicer boste imeli občutek, da ste v ringeršpilu življenja in da se vse dogaja brez vaše volje in moči, ampak to ni res. Vi, če sodelujete, vidite, da vaše v bistvu take podzavestne misli in ideje, ki pridejo na plano, da če jih se začnete zavedati, da se dosti hitreje realizirajo in postanejo bolj jasne slike. Tako da vodnarji morate imeti iskrenost v sebi, predvsem kaj si res želite, in pa ko imate občutek moči, ali je to res zares pravi občutek, ali je občutek, ki vam ga Pluton pač tako podzavestno sili. Ne računajte, da imate vedno prav, Pluton ima rad, da je najmočnejši, in ko bo Pluton v vašem znamenju, vam bo dal občutek, da imate prav. Preverite še z drugimi deli sebe, če ste v miru, ko ste močni, potem ste super. Če ste nemirni v svoji moči, nekaj ni v redu. To je za vodnarje nasvet za naprej. Sonce pride v vodnarja 20. januarja, takrat vi zažarite, zadihate in ste boljše, več lahko ustvarite. Mlaj je v vašem znamenju 9. februarja in vas podpre v novostih, polna luna pa 19. avgusta in takrat je za vas dobro praznovanje. Merkur stopi v vaše znamenje 5. februarja in vas podpre v komunikaciji, tudi idejah, načinu razmišljanja. Venera vstopi malo kasneje, 16. februarja v vaše znamenje, pa potem spet 7. decembra, tako da vam kar 2-krat v letu da občutek sprejetosti, zaželjenosti, magnetni privlak za ljubezen in podobno. Vse lahko realizirate boljše. Mars v vašem znamenju je od 13. februarja dalje, takrat boste čutili moč in nujo, da nekaj spremenite, nekaj aktivirate, lahko da boste tudi malo prepirljivi v tem času, ampak nič hudega, če boste to realizirali v pravo smer. Ribe imate v letu 2024 odlično podporo Neptuna, ki je vaš vladar, je že v vašem znamenju in kar krepko čez polovico, tako da ste večji del karme že odplačali. In ker je Saturn v vašem znamenju, to pomeni, da se v vas ustvarja red in se bo celo leto 2024 bo namenjeno redu, novemu sistemu, novemu načinu sodelovanja, notranjemu novemu načinu in to vas bo zelo močno v plus stabiliziralo, kajti vse, kar vas boli, kar ni v redu, kar vas muči, se bo skozi leto spremenilo, drugače realiziralo, seveda so potrebna vaša sodelovanja in spoznanja. Vaš Neptun je v retrogradni fazi od 2. julija do 8. decembra, kar pomeni, da takrat ne čutite toliko pritiska drugih ljudi, ker ko je Neptun retrogradni, vi takrat doživljate večjo povezavo s svojo dušo, z naravo, manj ste utrujeni od okolice, tako da to je za vas dobra povezava v plus. Saturn bo pa retrograden v vašem znamenju od 29. junija pa do 15. novembra, kar pomeni, da v tem času boste naredili večje notranje preboje, tudi lahko reorganizirali dom ali svoje odnose, svoj posel, karkoli je za vas pomembno, da je urejeno. Delni sončni mrk je v vašem znamenju delni lunin mrk, se opravičujem. Delni lunin mrk je 18. septembra v vašem znamenju. Zakaj je pomembna razlika? Ko je sončev mrk, nekaj mrkne v vaši osebnosti in se nekaj spremeni, pri luninem mrku je lažje, ker se spremenijo čustva, ne konkretne stvari. Se pravi, lunin mrk odnese bremena, balast, sončev mrk pa lahko tudi zelo konkretne stvari. Tako da delni lunin mrk je v vašem znamenju 18. septembra, zjutraj 3:45 minut, se pravi, da vam pomaga osvoboditi balast iz svojih energij, da se zbudite prenovljeni, osveženi. Sonce pride v vaše znamenje 19. februarja in vas podpre, da zasijete, da naredite nekaj po svoje in da bolj stopite v svoje poslanstvo. Se pravi, mlada luna v vašem znamenju 10. marca, takrat je čas za odlične nove začetke in pa polna luna 18. septembra, takrat je čas za praznovanje, da se veselite z bližnjimi in tudi, da nekako praznujete življenje. Merkur pride v vaše znamenje 23. februarja in vas podpre v
komunikaciji, načinu razmišljanja, takrat ste potem bolj uspešni v poslu. Venera pa pride v vaše znamenje 11. marca in vas podpre za nežnost, za romantiko in za ustvarjanje brez truda, se pravi, magnetizem se vam okrepi. Ker malo kasneje Mars 23. marca stopi v vaše znamenje, se lahko zgodi, da je to večji preobrat za vašo ljubezen. Lahko se zaljubite, če ste samski, je od 23. marca, ko bo Venera že v vašem znamenju in še Mars, je to odličen čas za samske, da najdete dušo, dvojčico, sorodno dušo in zavezane, da ali okrepite partnersko vezo v plus, ali pa da jo preprosto osvobodite in da najdete sebi bolj primernega partnerja. Tole je bilo na kratko leto 2024, vabljeni k zapisu, kaj nam prinaša, itak vam sproti sporočamo, ampak to, da se znate pripraviti in pa seveda naročite pravočasno naš magični planer za leto 2024. Poln je, takšen je, kot je bil lani, se pravi praktičen, da s pisano besedo ustvarimo prostor za praznovanje, za delo in sproti vas tedensko opozarja na ali pripravlja na primerne stvari. Sočasno imate še urnik za dnevne razporeditev in pa mesečni koledar za praznovanje, da noter vnesete rojstne dneve, vse pomembne stvari, ki takrat, ko jih zapišete, začnejo dobivati magično podporo iz svetlobnih mrež blagostanja. Tisti, ki ste že letos, se pravi leto 2023, bili na tej energijski podpori, ste mi izjemno veliko pisali in hvala vam za to in potrdili, da je magičnost planerja ravno v tem, da ko zapišete vse tisto, ko nalepite energijske nalepke, ki aktivirajo praznike in vam pomembne stvari, da se začnejo stvari dogajati na polno. Veliko med vami se je že preselilo, veliko med vami je naredilo večje premike, kot ste pričakovali. Tako da hvala vam za povratna mnenja. Svoj novi planer, magični planer za leto 2024 pa naročite na spodnjem kliku in bodite pravočasni, kajti časi so taki, da ne tiskamo na zalogo preveč. Tako je. Hvala vam za pozornost, lep zaključek letošnjega leta in seveda dobre priprave naprej, se še vidimo kaj. Če vas mučijo stvari, kar se tiče vaših življenj, lahko pridete ali na zmenek z dušo, kjer se naučite večje podpore sodelovanja in tudi ustvarjati podporo, ki vam jo jaz dajem skozi magični planer. Mesečno se pa mi dobivamo v Žalcu na astropostavitvah, kjer bomo v letu 2024 delali na zlati dobi, se pravi na naših najlepših potencialih, zato dobrodošli v to delovno skupino. Tudi tu se pravočasno prijavite, kajti mesta so omejena seveda. Hvala in srečno.